v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robert. Zdravo, Matevž. Tole je ena izmed recimo temu posebnih BIM Pogovorjev oddaj, predvsem zato, ker bova danes in jutri govorila o CBIM konferenci 2020. Tako da ta konferenca se je začela v torek, 3. novembra, ob 9. Danes torej. Trenutno se še dogaja, ampak sva rekla, da so v tistem momentu, ko si high five podajajo. Če sem malo hudobno z začetka. Ja, pa imajo tako zamude, da moramo že vmes začeti snemati, ker vam je spojilo obveznosti. Ne? Ja, tako. Kje naj začneva? V bistvu, ja, mogoče se lahko vrnemo na nekoliko nazaj, na konferenco, oziroma na oddajo, kjer sva napovedala to konferenco in sva se nekaj pogovarjali tudi o ceni kotizacije in bilo je 20 evrov. Ne? Pa sva imela takrat neke ideje, kako lahko bilo to zastonj, brezplačno, no, lepše povedano, ali pa v bistvu nekako dati neko resno ceno, pa reči, ok, tole pa toliko vreden. Robi, kakšnega mnenja si danes? Ampak vse si povedal, v redu. Ampak bi pa res nekaj sceno povedal. Ne? A veš, koliko je, zdaj to se ne nanaša na CBIM, a veš, koliko je kotizacija za neko finančno konferenco, ki se bo tudi takole online odvila, mislim, v slovenska. V naslednjih 14 dneh ali nekaj takega je v bistvu tako. 3-dneven dogodek je. Koliko misliš? Jaz bi rekel, da tu pri nas bi rekli temu Jurijano. Zelo bližje se kot jaz, ker sem rekel, da je to enih 500, pa ni 500, je 800. No, evo, zmagal. Zmagal si. No, sam tok tako, da imamo neko primerjavo, kako se cenijo ekonomisti. Ja, no, dobro, pustimo zdaj to kotizacijo. Jaz sem se sprašal, kako bo to vse skupaj potekalo. Eno vprašanje, ki smo ga imeli, je bilo tudi, ali bo konferenca v angleščini ali v slovenščini. Izkaza se je, da je vse skupaj v angleščini, razen nekih uvodnih predavanj. Pa kolega Veljko Janič je imel tudi. Ja, Veljko Janič je imel po slovenščini, pa še zdaj ne vem zakaj, ker me vse slajde v angleščini. Se pravi, ne vem, meni se zdi, da če to strokovna konferenca, bi verjetno se bolj približali večini poslušateljev, če bo v slovenščini, ampak se pravi, mene ne moti, jaz lahko poslušam tudi v angleščini. No. Ja, v bistvu morali bi s kakšnim govoriti, ki je morda bližje same organizaciji konference in ga poprašati, zakaj so se tako odločili. Predvsem pa vprašanje slovenščina, angleščina, predvsem pa to, kar je mene najprej zmotilo, je v bistvu to, da so bile za predavanja posnete vnaprej. Tudi mene, no. Zdaj, mogoče to, zakaj v angleščini, zato, ker so se združili s projektom DigiPlace, pa je bilo tudi ogromno tujih predavateljev, mislim, ogromno, ene par jih je bilo, no. Mogoče zaradi tega, ampak, no, dobro, no. Nima veze, to je pač osebna preferenca. Bi pa en komentar na platformo dal. Ta platforma, ki uporablja neka Hop in tu, jaz moram priznati, da še nisem tega videl, no. Ampak v bistvu dela kar vredno, ampak jaz sem imel prvi 2 uri ful težav s prekinjanjem zvoka in tako dalje, no. Sem že krivil vse od, ne vem, slabe priprave do, ne vem, mojega interneta, pa ne vem kaj vse, no. Na koncu sem pa pogrunil, da je bilo mogoče fajn brskalnik zamenjati, sem na mestu Firefoxa začel gledati v Microsoft Edge in za čuda ni bilo nobenih težav več, tako da ne vem, je kar vredno dela, no je bilo pa na začetku nekaj zmede, zato ker se sploh ni vedel kako pa kaj, pojavi se platformo, pa nisi vedel kam iti itd. Pa jaz moram reči, da nisem videl prvega nagovora predsednice CBIM-a, gospe Ksenije Marc. Jaz ga nisem videl. Tudi jaz sem ga zamudil. Ne, zamudil. Jaz sem pa skozi gledal, pa ga ni bilo. No, sej, hočem reči, da mislim, videti je bilo tako, kot da še niso streamali, ko je ona v bistvu, ali pa ne vem kaj se je zgodilo, no. So bile neke tehnične težave mogoče v začetku, ampak pa se mi zdi, da se pa stvar dejansko kar deluje, no. Bil sem malo skeptičen,
kako vse skupaj, ne? Ampak tako kot si ti rekel, ta zadeva kar dobro zgleda. Malo sem še celo brat o tem Hopinu in želijo nekako čim bolj se približati tem tipičnim konferencam, ne? V živo, tako da imaš in več nekih korakov od recepcije do nekega networkinga, do expo roomov in tako naprej. Ne. Tako da je zanimiv koncept, v bistvu imajo pa, ne vem, blazno nekih veliko uporabnikov na Hopinu. Ja, ampak kar mene recimo zmoti je pa to, da niso izkoriščali vseh možnosti te platforme, ker ena je stage, pač kot oder, pa so pa sessioni in tak naprej. No. In v sessionih lahko tudi mi poslušalci vklopimo mikrofone pa kamere in se dejansko lahko pogovarjaš. Ne. Ta okrogla miza, ki je bila pa zdaj, je bila pa v bistvu vse na odru, na stageu in so potem v ozadju ta režija to urejala. No. Mislim, hočem reči, da bi se dal verjetno tudi drugače, pa sej ne vem, če je to dobro, da uporabnikom odpreš mikrofon ali ne. No. Tako da. Ja, čeprav v bistvu tudi, recimo to, kar sem jaz pričakoval, da bo, ja veš, mislim, da je bilo lansko leto, so na CBIM-u uporabljali, ja veš, ti sistem, ki se vmes lahko nekaj glasuje. Zdaj sem pozabil, kako se Mentimeter. Ja, točno to. Mentimeter, ja. Aha. No in je bilo ti, se mi zdi, tako prav zanimivo. No? Vem, da je še Andrej, so pač urejali ta vprašanja in si lahko nekaj glasoval vmes, izražal na ta način mnenje. Ne? Tle v bistvu Hopin tudi omogoča neke ankete, ne? Vmes, pa v bistvu se tega tudi niso lotili, ampak dobro. No? Že to, da je zvok in slika, ne bom rekel, da se kot se šika, ne, ampak v redu, jaz nisem imel nobenih problemov. No? Ja, no, sej. No, a gremo mi, da zdaj na kratko čez program. No, rekel bi še nekaj na to platformo. Vmes, ko se je začeli, očitno imeli več uporabnikov neke tehnične težave, ker so organizatorji poslali tudi povezavo do YouTube live dogodka, tako da je vsak lahko gledal, kdo je želel, no, bom tako rekel. Okay. Konferenca se je začela z odprtjem, kot sem že omenil, nažalost nisem videl napovedi oziroma pozdrava gospe Marc. Ne vem, upam, da sem bil edini, no, bom tako rekel. Potem je pozdravil udeležence tudi vodja enega sripa, kaj se to? To sem že pozabil, kaj kratica, no. Gospod iz Idrije, mislim, da iz Kolektorja, ne. Pa potem še Žiga Turk kot predstavnik tega projekta DigiPlace. Kaj na to reči? Pač tipični pozdravi, no? Eni malo daljši, eni malo krajši. Potem se je pa začel ta strokovni del predavanj. Kaj bo rekel, da je bil prvi bil najin bivši kolega? Ja, Sebastian. Sebastian Meža. Zago je zdaj? Na Zagu, nekaj o, kaj je to, krožnem gradbeništvu. Ja, krožno gradbeništvo, ja. BIM, krožno gradbeništvo v okviru enega projekta Cinderella, ki ga imajo. Ne vem, malo prepozno je končal, sem videl, da si označil, to je pa to. Ne, ampak lahko, da je tudi malo kasneje začel. Ne? Mislim, da so v začetka pridobili enih par minut, ne? Potem so bile pa te stvari tako posnete in so se očitno zelo striktno držali tistih, ne vem, 20-25 minut. Moram reči, da najbrž super ideja, morda sem bil preveč obremenjen od začetka z tem, ker sem bil presenečen, da je bilo to vnaprej posneto, ne, in da je to v angleščini. Tako da sem se predvsej okoli tega v glavi miril. Ne. Ja, ampak idejno je pa v bistvu jasno čist zadeva stoji. Je pa zdaj, skratka, vem premalo, no, da bi zdaj o tem karkoli sodil, no, tako da se bo vzdržal kakšnih takšnih bolj globokih komentarjev. Ja, no, potem naslednje predavanje, ki mu pa jaz ne bi rekel predavanje, je bilo pa od gospoda Janiča iz podjekta Bexel, jaz vedno rečem Bexel, ampak govori Bexel,
tako da verjetno je Bexel potem pač v naslednji generaciji digitalni, kaj je to Digital Construction Management, ne vem, kako bi to prevedel. Tako da, ne vem, kot so že prej rekla, no, vem, da si rekel, da boš korektno govoril, se bom jaz tle malo spustil, pa bom rekel, da to ne paše sem noter, no. Kukorkoli to obrneš, ne paše sem noter, zaradi tega, ker je to pa res bila. Jaz sem vmes dobil občutek, da mi ne hoče. To je približno tako, ko nekoga povabiš, da ti pride predstaviti njihov produkt. In potem doživiš tako predavanje. Točno to je bilo, no? Jaz sem se spomnil na en dogodek, bom čisto osebno dogodek povedal, ko se je sestrična se napovedala na obisk. Sem bil zelo vesel, da prišla na obisk, potem je začela pa prodajati MV stvari. A res? Ja. To midva doma straumerava zmer, zato ker takrat, kad te nekdo pokliče, kakšen star kolega, sošolc, ne, ki ga že nisi slišal 20 let, pa prav, ja, a prišel ti malo na obisk, veš tam, tako, na eno kavico ali kaj podobnega, že veš, da je MV od zadaj. Ja, ampak ne pričakuješ to sestrične, no. In tukaj je bil naslov zelo obetaven, na koncu pa, če bi napisali Bexel verzija 2020 predstavitev. Ja, saj ne bi bil dilemi, kaj pričakovati, ne. Ja, vsekakor pa čestitam za nagrado, ki ste jo osvojili. Za tiste, ki morda ne veste, dobil sem, mislim, da kaj je Building Smart Innovation 2020 nagrado, upam, da sem povedal prav, no. Ok, tu bom pa končal. Tako, no, jaz sem se vmes začel sprašati, kdo je sploh ciljna publika te konference, no, glede na to, da je bilo večina v angleščini, nekaj v slovenščini, da je IZS to ponujal za strokovne točke, itd., se pravim, ne vem, no, sem bil kar malo v dilemi, no. Mogoče imamo mi da problem, da vsem pač toliko stvari veš, poznaš ali pa si slišal zanje, da nekako težko pač, ne vem, takšne stvari poslušaš, no. Se pravi, ne vem, še posebej to dejansko 6. strokovna konferenca, žal nekako ne paše to sem noter, no. Ja. Pa sva rekla, da ne bova negativna. Ja. Potem je bila predstavitev gospoda Šajna, ki je bil tudi gost v BIM pogovori zelo pred kratkim, ki je predstavil pač dejavnosti v ozadju Building Smart Chapterja Slovenija. Mislim, veliko je že povedano na podcastu, tako da ne vem, če kaj veliko za dodati. Ti si zapisal na par stvari, no. Ne, v bistvu sem si mogoče, ni vse za podcast, ne. Ja, to je res. Ampak ne, v bistvu sem se spet podobno spraševal, ne, v bistvu, in mislim, da je bilo tudi enih par takšnih komentarjev v chatu ob samem dogodku, v smislu, kaj to zdaj pomeni za tipično majhno gradbeno podjetje v Sloveniji. Žal nisem nekako dobil tega odgovora skozi predstavitev, ampak morda je to še ali prezgodaj, ali pa jaz v bistvu to zdaj preveč enostransko gledam, no. Jaz ne vem, absolutno je pa pač recimo neko dosežek, ne. Ampak predvsem neko potrditev, da se v bistvu BIM v Sloveniji, z BIM-om nekako v Sloveniji dela, da se je na tej stvarih delali, da se je znali stvari, ki so bile tukaj narejene v BIM-u, prikazati na način, ki je pač posledično pripeljal, da je Building Smart tam nas odkljukal in imamo zdaj Chapter Slovenija, ne. Tako da to je absolutno v bistvu nek recimo tak dosežek, konec koncev, ne. Zdaj, kaj pa se lahko Slovenija kot takšna ali pa v bistvu neka posamezna podjetja obetajo od tega, pa najbrž ne prav dosti. Ja, ok, ampak je pa tudi res, da če bi tako na ozko gledali,
pa bi se že naprej odločil, da tako ne moramo vplivati na neke globalne trende, verjetno napredka tudi ne bi bilo. No. Tako da, ja, se strinjam, ampak čeprav v bistvu se strinjam, ampak se veš, da je že vmes, ko so si malo tole pokomentirala, sem rekel, ne vem, no, jaz imam trenutno sem v takem depresiji okoli open zadev. No, to je pa še druga zgodba, še en drug komentar pol vmes. Okay. Ja, na to temo v bistvu standardizacije in Building Smart je tista, ne vem, organizacija, ki dejansko skrbi za razvoj standardov, med temi IFC jasno tisti, ki je najbolj pomemben, saj za ta krog danes, smo imeli pa novo predstavitev v bistvu glede razvoja IFC-jev za infrastrukturne projekte. Ja, no, ta predstavitev to je imel pa en gospod Štefan Jaut, ki meni se zdi, da je bil naš študent. Ne. Mislim, da je bil še pod enim drugim priimkom, da je celo pri nas neko diplomo delal. Tako da, mislim, zelo zanimiva iniciativa, definitivno bo morala se standardizacija usmeriti tudi v infrastrukturo. Zdi se mi celo, da je že malo pozno, ker so tam trenutno zelo zaobjeli ta BIM. Ne. Tako da, ne vem, poleg tega ne vem niti kaj bi rekel, ker se sam z infrastrukturo niti ne ukvarjam, pa ti tudi ne. Ne, bi pa v bistvu prosti robi, ker te bom prekinil. V bistvu ena zadeva, ki mi je pa bila res všeč, je bila tista začetna predstavitev IFC-ja. Ker pa ne vem, če sem že kdaj videl slajd o IFC-jih, kjer je na enem slajdu povedano praktično vse, kar je treba o IFC-jih vedeti. Mislim, ja, v smislu... Da nisem naredil screenshot. Mislim, res tisto, ko je bilo povedano točno tako, da si dejansko človek res lahko predstavlja, kaj zdaj ta IFC je. In tist pa kapo dol, v bistvu tist je bilo pa res lepo. No? Tist res mogoče za screenshot narediti, ampak jaz upam, da je še zmeraj bo to nekje dosegljivo. Če je bilo to streaman na YouTube, potem najbrž YouTube tako ima rekord na avtomatiko. Ja, če bo objavljen. Ne? Ja, tako, ne? Ja, to, no. Tako, meni se zdi zelo na nivoju, no, tisto predavanje. Ja, zelo. Okay. Potem so bile pa odmor za reklame. Ja. Odmor za reklame, to še pa nikoli nisem doživel na nobeni spletni predstavitvi. Jaz sem mislil, da moram kar poslušati, ker neki videi so bili in na koncu sem pogotovil, da je bila šel stran. Tako da, okay. Ta ni bila, še posebej, ker je bilo v programu napisan break. Sem rekel, pa bom pa jaz ne vem, si malce pripravil, šel bom na eno kavico, kjele v sosedno kuhno, tlele pri meni, doma. Ampak ne, moral sem gledati reklame. To je slabše na YouTube v bistvu. Ne? Ja. Dobro, malo hecano. No, potem je bil Žiga Turk, je imel predavanje o platformah kot o prihodnem ekosistemu gradbeništva ali pa ekosistemu za gradbeništvo. To je pač nekaj, kar izhaja iz tega projekta DigiPlace. Ne vem, rekel bi, da je bilo tehnično odlično izvedeno, nekaj čist novega to predavanje. Niso bili PowerPoint slidi, ampak je dejansko mi dovemo kako, a ne? Ne, ampak je rekel, da je PowerPoint plus nekaj izvijač, ne? Tako, nekaj precej izvijač. Ja, tako, ne? Tako, iz enega programa v tretjega programa pa pol van pride, tako kot je izgledal na koncu, ne? Ja, iz enega v drugega, v tretjega, pa vse skupaj združiti v OBS-u, pa tak naprej, ne? Ja, pač zanimiva predstavitev nečesa, kar se v Evropi pač dejansko dogaja, po čemer se veliko govori. Bomo videli, kaj bo iz tega, no? Pa je pa itak sledil par predavanj tega projekta DigiPlace, ne vem, moramo tukaj reči. Ne vem, jaz bi rekel nasplošno, ne. Čeprav je v bistvu ta naslednji Bert Ingelar, se mi zdi, da je bila tako solidna predstavitev. Slajdi mi niso bili všeč, ampak to je že druga zgodba, ampak nima veze v bistvu, ne.
meni je bilo všeč. No. Je pa tisti zadnji, ki je pa imel Nicolas Neville, ne znam izgovoriti, kaj je Italijan sicer. Neville, morda. Je pa, se mi zdi, čistem tak flashback sem imel na kakšne reviewje EU projektov, ker se mi zdi pa, da na eni strokovni konferenci za tako strokovno, recimo s temu strokovno občinstvo, res ne moreš govoriti o taskih, work packagih in tako naprej. To je pa, se mi zdi, skregano vsako logiko. A se spomniš, ko smo imeli na projektih, je bila obveza, da si naredil nek javni dogodek? Oni so zdaj to poklukali. Poklukanje. To je to. To je to, zdaj še dobro, veš, na Hopin ima super, ker si mi pokazal, kje je seznam ljudi, ne? Ker mora sam še screenshot narediti, veš, in da to so zmagali. To je to. To v glavnem, to jaz tukaj ne bi že več rekel. No. Ampak pa je pa še diskusija, moram reči, da je Žiga odlično vodil. No. Ja, to pa znano. Žal zadnjih 15 minut nismo spremljali, ker smo začeli snemati, ker jaz imam namreč čez 20 minut šolo naprej. Tako da, mislim, diskusija se mi zdi, da še največja dodana vrednost današnjega dneva bila, pa se opravičujem vsem, no, vsaj kar se mene tiče. Jo je pa tudi Žiga odlično odvodil. No. Ne vem, v bistvu, kaj se bo s tem naredili. Bilo je zelo veliko govor o teh Open CD-jih, Open API-jih in tako naprej. Ne, ne vem. No. Ja, jaz sem si tle dejansko dve stvari zapisal. Ne? In to je, da Štefan v bistvu je omenil, da pač bilo vprašanje okoli teh platform, ne, in a bo to nekaj odprte, a se bo to standardiziralo na nivoju IFC-ja, ali da bo tudi te platforme nekako odprte, in je omenil OpenCD. In predvsem tisto, kar je mene nekako ne presenetilo, ampak bilo je tako, o tem že, mislim, da smo imeli tudi BIM pogovor enkrat na to temo, ne, je bilo ta Open API. In bilo vprašanje v bistvu, a standardizirati na nivoju podatkov, se pravi IFC-jih, ali na API-jih. In se mi zdi, da je ta pristop, ne, s odprtimi ta API, ne, za tiste, ki ne veste, Application Programming Interface, se pravi način, kako neko aplikacijo vprašati po nekih podatkih, se mi zdi, da to lažje razumem, lažje se podpišem pod to, kot pod podatke. Ne? Ja, mogoče res je. Ker če imaš tam dobro definiran API, lahko v bistvu kdorkoli dobi ven karkoli. Ne? Ja, pa predvsem tisti mogoče tudi tle dam Sebastiano kar prav, ne? Ko je rekel, da dvomi nekako v to, da je pa možno IFC napisati na ta način ali pa standardizirati do te mere, da bo dejansko obravnaval vse. Enostavno, vedno bo neki nišne stvari, ki jih ne bojo prišle v standard, in kaj pol v bistvu standard dela, ne, če pa dejansko pretiravam zdaj, ne, neke stvari ne bodo noter zajete. Tako da se vprašaš, no, v bistvu najbrž bo na koncu neka kombinacija vsega, ampak ne vemo. Ne. Ja, ampak predvsem s tem OpenCD-jem sem pa jaz takoj dobil preblisk, ne vem, kako se po slovensko prevede flashback. Če se spomnim, smo imeli cloud computing, potem je nastal pa Sky computing. Ja, itak. Ne? Ja, no, in Sky computing je bil pa, kaj se bi... Pa ima še edge computing, to je še bilo vmes v bistvu. Ja, to še nismo tam, če zdaj OpenCDE, pa bo pa kaj bo pa pol? Pa bo pa robni CD, ali ne vem, main CD. Tako da, ne vem, no. Ne vem, mislim, da bi bili bolj ti API bolj primerni, ne? In da bi pač vsak moral imeti nek dobro definiran API, s katerim bi se lahko pogovarjali, pa ne pa vsak počne z njim, kar hoče. Ne? Tako, če Robi, te bom pustil zelo hiter, ne? Ker vem, da imaš res vaje. Ne? Ena stvar sam še na te platforme, pa veš, da nekaj sem že omenil, ne? S temi odprtimi platformami
se mi zdi, da je to neka evropska zadeva, konc koncev. Radi bi nekaj odprtega, zaradi tega, ker ne znamo nekaj zaprtega narediti. Tudi Žiga, ki je kazal slajde, koliko imajo nekih platform v Ameriki, Aziji in tako naprej. Pa v Evropi pa nobene, razen SAP, ima nekaj, ne? Recimo. Sveda ne. Ampak nobena od teh platform ni odprta. Noben ne bo rekel, da je Facebook odprt. Ja, ponuja platformo plus API-je, ki pač jih lahko uporabiš ali jih pa ne uporabiš, tvoja stvar. Ne? In tako je za vse. Meni je vedno smešno, ko se primerja Ameriko pa Evropo. Ne? V Ameriki imaš v bistvu eno državo, pa tiste njihove zvezne države. Ne? Tu v Evropi imaš pa na 100 kilometrih tudi po 3 države, vsaka s svojo politiko in jezikom in tak naprej. Ne? To ne moreš primerjati. Ko pa govoriš o platformah v Aziji, če samo Kitajsko meniš, je večja kot Evropa, pa še kaj zraven. Ja. To je tako primerjati to. No. Mislim, Evropa mora govoriti o neki standardizaciji pa odprti pristopi, ker drugače ne bo noben sodeloval. No. Če se že, ne vem, v Luksemburgu skregani med sabo, pa v Sloveniji, da ne govorimo. Ne. Tako da, zakaj bi bilo gradbeništvo kaj drugače? Ja, najbolj res. Ampak sam še za konec še ena tiste, ki me je pa Ksenija presenetila, v bistvu, ko je nekako bilo vprašanje v tem panelu v bistvu o BIM-u, pa zakaj recimo za javna naročila in tako naprej, ne? Pa zakaj bi naročniki v bistvu več plačali ali pa ne plačali toliko in tako naprej. In je v bistvu rekla, da naročniki projektov že zdaj hoče imeti dizajn oziroma projekt, ki bo perfekten. Ne glede na to, ali je to z BIM-om narejen ali pa ni z BIM-om narejen. In ta nek argument, da pa zdaj, ko bo pa z BIM-om, pa bo sicer malo treba več plačati in več nameniti za dizajn fazo, bo pa projekt boljši in bo manj napak. Jasno, da te govorice naročniki ne razumejo, zato ker že v osnovi pričakuje, da bo projekt perfekten. Ja, ampak bi imel takoj pod vprašanje, zakaj so potem dali več, ko so se karavanke projektirale. No, sej hočem. Ampak razmišljanje je tako, ker v principu je, ne vem, če sem se razmišljanje spomnil. Je pa na mesto, ja. Ja, no, a veš, na mesto, je, skratka, vprašati se treba v bistvu in si konc koncev naliti enkrat tazga čistega vina, ne, v smislu tistih, ne vem, tudi bilo je govora danes o prototipih, pa ne vem, nekih posebnostih gradbeništva spet in ne vem, kaj še vse, ne. Absolutno, ne. Imamo prototipe v bistvu, kako hočeš pričakovati, da v prototip dela. In ne gre, no. Ne da se. Pika. In lahko jasno BIM uporabimo za to, da bo ta prototip mogoče malo boljši, ampak konc koncev bo že zmeraj prototip. Ta s prototipom je zelo dobro, ja. Ja. Okay. V redu, to je to. Kaj pa zdaj? Jutri, če slučajno poslušalci to poslušate v torek, 3. novembra, nič še niste zamudili, še se lahko prijavite najbrž, ali pa če ste še že prijavili, ne zamuditi, v sredo se CBIM konferenca nadaljuje. Robi, se spet vidimo ob 9. online. Mi da se ne vidimo, mi da se tipkama, vidimo konferenco, slišimo se pa po konferenci. Tako. Skratka, jutri sledi nova oddaja BIM pogovorov, kjer bomo malo pokomentirala in bila mnogo bolj pozitivna kot danes. Danes nam ni najbolj uspela, ampak tako to je. Sva se pa trudila. To je bilo pa najhujš tas, kar si rekel. Ok. To bo danes objavljen, tako da zdaj le bomo končala, jaz grem pa tole urediti. Robi in poslušalci, adijo in se slišimo spet jutri. Adijo.